Barve imam rada, ker jih lahko vidiš vse povsod, ko se preliva, lahko nastane čisto neka nova barva ali pa nasprotne barve, ki na koncu, ko jih povežeš, pašejo skupaj. In tudi naša telesa so obarvana, vsako človeško oko pa je nekoliko drugačno, kot prstni odtis. Ko sem bila enkrat v kopalnici, pa sem se gledala v ogledalo, pa mi je tako svetloba sončna posijala. Videla sem, da je bila ena od mojih oči bolj zelena, druga pa bolj modra. Jaz nisem opazila, so pa opazile moje prijateljice. Povedala so mi, da imam lepe barve oči. Eno oko malo bolj zeleno ali oranžno, drugo pa modro. To sem opazila, ko sem bila stara 6 let. Nisem vedela, kaj to pomeni. Zmedena sem bila, kako lahko imam to, drugi pa nišče, ki ga ne poznam, ni imel tega. Včasih mislim na to, pa se vprašam, kako je do tega prišlo. Večina dojenčkov ima ob rojstvu modre šarenice, a te do 3. leta starosti pod vplivom barvila melanin lahko spremenijo barvo. Količina melanina določa tudi barvo las in kože. Melanin nastane v celicah imenovanih melanociti. Več kot te vsebujejo melanina, temnejša je barva šarenice. Koliko melanina vsebuje šarenica, pa je zapisano v genih. Kadar šarenici prirojeno nista enake barve, temu rečemo heterokromija. To je posledica genetske posebnosti, ki se pri posamezniku bodisi pojavi prvič ali pa je podedovana od staršev. Starši so rekli, da imam to po tete. Prirojena heterokromija načeloma ni nevarna, je samo zanimiva posebnost. Ima vsak svojo neko posebnost, recimo eni imajo oči, drugi lahko nekaj naredijo s telesom, nekateri imajo lase drugačne. Jaz se nerada pogovarjam o tem, zato ker drugi nimajo, pa se mi zdi čudno se o tem pogovarjati. Vsem mojim prijateljem se je to zdelo ful lepo.